je v izvršilnem odboru zelo odprto, iskreno debato ta ideja dobila res še enkrat potrditev, da je to usmeritev v pravo smer. V zadnjem času smo v teh pogovorih, kjer pride potem ti detajli, ki so vezani na samo postavljanje liste, tudi prisotnost in pa kaj prinaša rezultat eni ali drugi stranki v različnih rezultatih. Tudi to je bilo spregovorjeno tukaj, kot tudi v teh medsebojnih pogovorih. Naše osnovno stališče je to, da se želimo, da se po teh volitvah glas Ljudske stranke sliši v Evropskem parlamentu. Verjamemo, da je možno na takšni listi med temi 2-3 poslanci izvoliti tudi poslanca, ki prihaja iz vrst Slovenske ljudske stranke in v nadaljevanju tudi ocenjujemo, da bi z medsebojnim dogovorom tudi uspel doseči takšno razmerje, da bi dejansko glas Slovenske ljudske stranke bil slišan v Evropskem parlamentu in pa tudi, kar je pomembno, da se Slovenska ljudska stranka pozicionira tudi na bruselskem parketu, kjer se celo vrsta politik vodi. V naslednjih dneh, tam nekje do 15. marca, smo se zadali seveda v obeh strankah ta rok, da opravimo potrebno razpravo v organih stranke na terenu. Za Slovensko ljudsko stranko to pomeni danes ta dvojni termin, se pravi izvršilni odbor in glavni odbor, kar bo potrebno tudi ponoviti v roku 14 dni do 3 tednov, kajti takrat je tudi potrebno to formirano listo na samem glavnem odboru tudi predložiti, kako tudi dogovor o tem sodelovanju. Kolikor bi kjerkoli nastopili razlogi, da v takšne liste ne pride na Slovenska ljudska stranka nabor imen, iz katere misli ponuditi tudi v skupno listo, ki lahko zapolnijo celotno listo in SLS zagotovo na te volitve gre. Vprašanje, ki so pričakovana, pa da mogoče skrajšam to zadevo, je tudi bilo v tej smeri, da je tudi tu podpora temu, da se vodstvo stranke tudi s prisotnostjo na listi pokaže to zavezo, da mislim zelo resno in da verjamemo v ta projekt. Kar se tiče samih sporeditev mest, je na nek način jasno, da bodo med temi 4 moškimi in 4 ženskimi osebami po 2 oziroma 4 vsake stranke, posebej v tisti 2-2-krat. Kar se tiče samih mest na listi, doslej, kar je bilo dogovorjenega in je bilo dogovorjeno to, da gospod Lojze Peterle je nosilec te liste, od tu naprej pa verjamem, da bomo se v naslednjem tednu, pa na koncu skupaj potujemo na Evropski kongres, kjer se bomo še malce o tem pogovarjali, tudi direktor in na koncu sestavljanja. Teda bi lahko rekli, da je že skoraj zagotovo sodelovanje in skupni nastop. Bi rekli, da se bi so še bolj formalnosti še zdaj na dnevnem redu. Organ, ki odloča, niti pri nas, niti pri njih še o tem ni odločil. Kar se tiče, kot sem že dejal, da bomo izmerili temperaturo znotraj stranke, potem, kar smo govorili, seveda izvršilnem odboru, kar se Slovenske ljudske